Poletje je še vedno tu in z njim tudi želja po sveži feel-good hrani. Danes imam zate en recept, ki združuje prav to. Torej svežino iz vrta in komfort mehiške kulinarike. Vse skupaj pa je zavito v enostavno izvedljiv format solate. Na delovno površino položi vlažno servieto, ki bo fiksirala desko, na kateri bova rezala. Rabila bova še eno veliko skledo, začela bova pa s pranjem in rezanjem. V polovici zelenke prvo odreži korenino, aka tisti trdi vodeni spodnji del, brez katerega bo veliko lažje ločiti sloje. Medtem ko se listi namakajo, se loti rezanja paradižnika. Neke posebne tehnike tu ni, je samo oster nož, s pomočjo katerega bova lažje prišla do srednje velikih kock. Solati odvzemi privilegij plavanja v hladni vodi in je odsedi. Če sešteješ veliko oseb, ki si lastijo salad spinner, ga seveda uporabi, in zraven misli na vse nas, ki ti zavidamo. Solatne liste nato zloži in jih nareže na kratke in tanke štrajfne. Medtem ko smo rezala solato, je paradižnik spustil malo vode. To vodo odlij, da bo v skledi čim manj tekočine. Next up, čebula. Za velikost, ki jo potrebujemo, ponavadi uporabljam tehniko rezanja četrtin. Četrtino položim na ravno površino, jo vrežem vertikalno, jo prekucnem in nato ponovim na drugi strani. Ko imam pripravljene vertikalne reze, se lotim horizontalnih. Rezultat so fino in enakomerno narezane kocke. Medtem ko režem jalapeno čili in generične črne olive, povem še to. V polnem receptu, ki si ga lahko sprintaš iz lačnagora.si, sem vključil tudi črni fižol. Zdaj, ne vem, ali je samo tak pri nas na Štajerskem, ali je tak po celi Sloveniji. Najdi črni fižol tukaj v trgovini je ekvivalent temu, ko srečaš medveda na pohorju. Se zgodi, ampak ne pogosto. Torej, če ti rata najdi konzervo, ga speri, odsedi in ga poleg sesekljanega jalapeno čilija in črnih oliv dodaj v tem koraku. Če si ta mesec že kupil oziroma kupila avokado, potem izpusti naslednji korak. Če ne, se poljubno loti tega problematičnega sadeža. Velike, male ali srednje kocke. It's up to you. Dressing oziroma krema, če smo bolj avtentični, je za to solato čist simpel. Rabiš en jogurt, sok polovice limete ter dinamični duo sol in poper. Pazi, da ne dodaš preveč soli, ker bosta tortilla chips in cheddar tudi prispevala svoj delež. Poleg kreme bo najin dressing izpopolnila še salsa. Rabiva jo približno pol glaža, kremo bo pa kar celo uporabila. Ko je vse v redu premešano, naj jo čaka še tortilla chips, ki ga bova solato na grobo zdrobila. Pri tem koraku pa je pomembno, da ga opravimo na zadnje, torej malo pred serviranjem, kajti ključno je, da se čips ne napoji in pa da ohrani svoj crunch. Za na konec ti priporočam še serviranje v kakšni dobri pekoči omaki, vse ostalo pa je že tako v solati. Kot zadnjič vas tudi danes pozivam k temu, da me označite v svojih rezultatih. Šarot Živi, ki se je lotila kruha zelenuhe. Res sem bil vesel tele fotke. Če si prvič na Lačni gori, se prijavi na kanal, da ne zamudiš novega recepta. Za celotni seznam sestavin pa se vidimo na lačnagora.si.